v Belgiji in na Nizozemskem smo si ogledali veliko zanimivega. Tudi vi ste pomagali k temu. Kakšni so vaši cilji, zakaj so vaše želje, da ormoško združenje pridelovalcev pripeljete tudi na takšne kraje? Kot evropski poslanec imam to možnost, da pomagam pri organizaciji, delno tudi pri sofinanciranju ogledov novih generacij. Osnovno so obiski Evropskega parlamenta turista, glede na to pa, da sam izhajam iz teh kmetijskih vod, da imam tudi določene izkušnje na tem področju iz preteklosti, sem se odločil, da organiziram skupine, kjer spoznavamo tudi te najboljše prakse in v resnici na ljubo jih je v Belgiji in na Nizozemskem možno spoznati zelo veliko, kajti to so pravzaprav dežele, ki so na kmetijskem področju najbolj napredne. Z pridelovalci sladkorne pese sem se intenzivno srečeval v letu 2012, ko sem kot minister na svetih kmetijskih ministrov v Bruslju zagovarjal ukinitev kvot na področju sladkorne pese. To se je potem tudi za novo kmetijsko politiko storilo, tako da je po letu 2017, jeseni 2017, zopet možno pridelovati sladkorno peso tam, kjer se najdejo ljudje, ki se tega posla lotijo in kjer najdejo poslovni model, kako bi tudi s to proizvodnjo začeli. Tako je tam obisk sedaj namenjen, tako da vidimo vse, kar je najboljšega na področju pridelave sladkorja, sladkorne pese. V Belgiji smo videli tako raziskovalne inštitute, aplikacijska prenos znanja na polja, kako tudi sodobne tovarne sladkorja. Na Nizozemskem pa gre za nov pristop v tako imenovano bio-based industrijo, se pravi industrijo, ki temelji na naravnih virih in zanimivo videti te poskuse, kjer se izkuša sladkorno peso predstaviti kot kulturo, ki je zelo dobra kultura, ki pravzaprav največ sonca spremeni v energijo preko vegetacije in potem ta procesna industrija, ki kaže na povsem nove izzive. In vesel sem, da lahko to priložnost podelim z ljudmi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ki so v institucijah znanja, institucijah organizacije kmetijstva in da poskušamo na koncu iz vseh teh praks videti in ugotoviti, kaj je pravzaprav možno prenesti v slovenski prostor.